Čau, a ste v redu? Ta entuzijazem, evo. Stand-up komedija je v bistvu nastopanje s svojim materialom pred publiko, ki je pač smešen. Upaš, da je. Ni vedno ne rata, ampak najbolj ključno je, da izvira iz tebe, iz tvojega življenja, iz tvojih observacij in da probaš ti to smešno narediti in da se ljudje smejijo. V čem se to razlikuje od drugih oblik komedije? Predvsem po tem, da si sam napisal, da je pač avtorsko, pa da za razliko od, ne vem, igre, ki se predvsem dela na filma, pa v gledališče, mi nastopamo tudi v gostilnah, pa na privat zabavah, na rojstnih dnevih. Pač sam ena paleta rabimo, pa je dovolj. Ta punca, s kjer sem hodil, mi je na eni točki, nek smo bila in mi je rekla, kjer del slinine je govedna? To ti bo naslednji dela povedal, jaz te ne moremo, prosim. Ali otroci razumemo stand-up komedijo? Vem, da ga gledaj, ne vem, če koga razume, ampak vem, da razume i vice, ko vsak otrok red vice govori, kolikor imam jaz izkušen. Ampak starejši, ki se bolj jih zanima, pa vsak, če ve, kaj delaš, ti proba nekaj smešnega tudi povedati, tako da je ful tako univerzalno sredstvo je humorno. Čemu se otroci najbolj smejimo? Fizični, ja, fizični. Če kdo pade, če kdo pač kakšne zvoke spušča čudne, če je karkoli, da sta dva, pa da drugega malo prcata. Na začetku je vedno najbolj smešno, če nekdo pač res sam zleti nekje. Saj vem, da ko sem jaz bil otrok, mi je bilo to najbolj smešno, pa tudi mislim, da je iste. In kje najpogosteje najdemo kaj smešnega? Ja, mislim, risanke je ena stvar, pa je YouTube zdaj ful popularen, ampak ga pa vsak otrok najde v enem drugem nekaj smešnega. Take izraze, ki se smislili, naprimer za sošolce, to skozi najde nekaj smešnega. Če je kanček kaj narobe, bojo oni, otroci so najbolj, ne samo izvirni, ampak tudi brez zadržkov kaj povejo, tako da posod najde nekaj smešnega. Prosti, to je pa indoor camp. To je mačka, sta modra noter. To se je to odložil, mačka zihnila, prosti.